Gledate oddajo Klepet ob kavi. Med 8 osnovnimi dejstvi vzgoje po načelih divjih plemen je, da ne uporabljajo vozička, da so otroci pri mamici pri njenem telesu in da tako ne občutijo osamljenosti. No, to pa seveda ne pomeni, da otroka non-stop nosijo po rokah, oziroma drugače z ruto ali ga pa privežejo nase in gredo z njim seveda po opravkih. Tako, v naši družbi je seveda Sanja, svetovalka za nošenje Die Tragešule in lastnica knjižnice nosilk Sing Library Ljubljana. Sanja, lepo pozdravljena. Hvala, ker si mi posodila mečko dojenčka, se že pozabila, koliko je luštan. Malenkost. Sanja, povej mi najprej za začetek, zdaj plamena sem omenila, ne? Jaz res, kjerkoli sem gledala po raznih televizijah, brala članke, te otroci nič ne jokajo. Res je, v bistvu to je pač otrokova potreba, ne? Potreba po bližini mame oziroma pač starša. In v bistvu to je pač, nekateri to enačijo dejansko s potrebo po izločanju in pohranjanju, ne? Torej pač otroci dejansko takoj, ko so rojeni oziroma pač potrebujejo to starševo oziroma mamino bližino. In pač tudi dejansko pač po teoriji varne navezanosti to pomeni, da so te otroci potem veliko bolj samostojni. V bistvu jim pač damo možnost, nudimo jim možnost to, da pač so pri nas takrat, ko to najbolj potrebujejo in so potem veliko bolj samostojni, tudi pač potem, ko nas potrebujejo, vejo, kam točno lahko pridejo. In ja, definitivno pač ena možnost za to, da so potem pač otroci stalno pri nas, ne? Da jih nimamo pri rokah, to ne pomeni, da moramo potem cel dan, ne vem, ležati v posteli z njimi. Torej tudi ne pomeni, da jih imamo cel dan takole verjetno v rokah, ne? Okay. Imamo pač zdaj že veliko pripomočkov, ko so zdaj ful popularni ampak v bistvu tako, če pogledamo, se samo vračamo k našim koreninam, ne? Kaj so delale, ne vem, babice, prababice, praprababice, ne? Nekako so pač te otroke nosile. In pač ja, ni bilo takrat vozička, kot si ti pač prej omenila, in so pač jih nosili v raznih pripomočkih. Veliko je fotografij na internetu, tudi se pač najde. Tudi recimo na Balkanu, no, je pač prav poznana in pač so imeli neko tako kar deko, s katero so si pač otroke navezali gor. Zdaj se pa pač to vrača in v bistvu pač imamo razne nosilke in pač pripomočke za nošenje. No. Okay. Ko si ravno omenila nosilke, ne? Ti imaš kar nekaj s sabo, mi da so prej že malo preden so se kamere vklopile, pogovarjali o tem, da pravzaprav koliko malo jih poznamo. Ne? Tisto, kar je na trgu, ne vem, veš za eno firmo, za dve, pravzaprav pa ne veš, kako zelo uporabne so in ali so sploh toliko zelo fajn za otroka, ne? Ker zelo pomembno je pravzaprav kaj? Zelo pomembno je pač to, da je otrok pravilno podprt v nosilki, a ne? To pomeni, da pač je podprt in od kolena do kolena. Tukaj se razlikujejo nosilke od recimo teh kengurujčkov, ki so bili, ne vem, pred 15-20 leti ful popularni. In sicer pač je ta osnova panela, torej ta pač del, ki otroka pač gor podpira, a ne? Pač, ki otroka noter drži v nosilki, je spodaj ful širok, tako da ima pač podporo od kolena do kolena. To je isto, kot če bi se mi usedli v, ne vem, visečo mrežo in imamo pač isto podporo od kolena do kolena, medtem ko če primerjamo nošenje v kengurujčku, pa je tako, kot bi se zadaj z nekom na biciklu vozili. In pač vsi vemo, da je zelo neprijetno tudi pač tako držati noge skozi dol. Ne. Zato kmečkanje pa verjetno še celo škodljivo. Ne? Tako, ja. V bistvu se potem njihova teža celotnega telesa pač razbremeni v pač, ja, spodnji del, ne, in v bistvu so otroci potem pač je celotna njihova teža pač se podpira njegova teža na mednožju. No. Okay. Kaj pa še nekaj te moram vprašati? Včasih vem, da sem to brala in da so vsi govorili, Bog ne daj nositi otroka na hrbtu. Kako je s tem? Imaš ti kakšno izkušnjo? Definitivno pač te nosilke, ki jih jaz tukaj imam, no, oziroma pač ta nosilka, ki ti rečemo nosilka, torej mehko strukturirana nosilka. Mehko? Tako, ja. To je pač strokoven izraz, ampak pač pogovorno se uporablja pač izraz nosilka. Je pač dovoljeno tudi nošenje na hrbtu, definitivno pa šele takrat, ko se otrok samostojno usede. Potem pač v bistvu je tudi pač v tujih skupinah, no, oziroma v tujini se tudi precej opozarja na to, da pač ženske predvsem naj otroke, ki so pač težki več kot 8 ali pa 9 kg, ne bi nosile pač spredaj, ker so v bistvu pač zelo bremenijo mišice medeničnega dna in v bistvu se lahko tudi pač kar precej škode naredi. Tako da pač enkrat, ko je dosežena ta kilaža, ko se enkrat pač samostojno otrok usede, je pač bolj primerno sploh za ženske, da jih pač nosimo zadaj na hrbtu. Kaj pa dojenček obrnen torej naprej? Tako, ja. To vem, da smo imeli tudi debato, da to tudi ni v redu, ne? Res je, ni v redu. Prvo kot prvo je za starša veliko težje pač nositi,
ker se pač v bistvu je otrok odmaknil od nas in pač nas v bistvu sili naprej, tako da moramo mi veliko več kompenzirati. Otroke se zelo, zelo težko pač naštima v ergonomski položaj, to pomeni, da so kolena višje od ritke in pač da je podpora po celotni hrbtenici, ker se v bistvu pač jih nekako sili v ta položaj, ker so v bistvu tukaj pač privezani. Sploh pač ne vem, če jih recimo mama nosi, pa pač imajo pač še zadaj pač prsa in v bistvu jih pač v nek ta ekstenzijski vzorec. Kar spet ni v redu. Potem je pa tukaj še pač ta psihološki trenutek, v bistvu je otrok izpostavljen ful nekim državljajev, ki jih pač dejansko ne zna in ne zmore pač predelati, in nima te možnosti, da bi se stran obrnil oziroma stisnil k mami, ki mu pač ima dovolj vsega. Tako da pač mi načeloma svetovalke pač vedno rečemo, da je to pač ni priporočljivo, zato v bistvu potem ponavadi predlagamo tale ringsling, ki omogoča nošenje na boku. To še nisem v življenju videla, da vidim. Še to me zanima, Sanja. Ti si svetovalka, torej lahko res vsaka mamica, ki nima nobenih izkušenj z uporabo mehke nosilke, se lahko obrne nate, da ti res razložiš, ker mene bi bilo strah, veš, tole zdaj res kaj ena taka cunja, zdaj pa to prav zavezati, verjetno ni lahko, dokler ne osvojiš, ne? Definitivno, ja. Tukaj pač pri ringslingu sploh je en tak čist mehen trik, ki ga jaz tudi dolgo nisem vedela, in mi je bilo potem pač vezanje v ringsling veliko lažje. Tako da pač ja, vsaka mamica dejansko, če ima željo, pač se zmore naučiti. No, mimogrede, Sanja je tudi ena izmed predavateljic v Spletni akademiji za zavestne starše. Otvorili jo bomo 13. januarja. Preverite torej ugodnosti pri vpisu in seveda tematike oziroma vsebine, ki se bodo torej takrat obravnavale. Tako, Sanja, boš kar pokazala, rabiš že mojega dojenčka? Svojega. A imaš svojega? Ne, nimam še enega. Še ne še? Ne še. No, boš pa zverzirana v nulo, ko bo čas za to, ne? Mislim, imam svoja 2 otroka, ja, Aha. ki sta pa pač že malo preveliki, no. Mislim, saj ni omejitve, pač nosimo otroke do takrat, ko jih zmoremo dejansko nositi, ja. A je kakšna omejitev, torej od do? Mislim, načeloma pač te nosilke, mehko strukturirane nosilke, ki imajo neke te plastične dele, so pač testirane do 20 kilogramov, pač to mora biti po evropskih normativih. Tako da pač ja, v tkanem traku oziroma potem obstajajo večje nosilke, ki so pač primerne za večjo kilažo, no, ampak ja, definitivno je tukaj 20 kil, pa lahko je svojega 4-letnika še vedno klenot nosila. Sej to, ja, potem pač je to vsi ti taščini oziroma babičini komentarji oziroma pač prodajalk v pekarni, da itak potem jih bomo nesli še v 1. razred, nekaj jih skozi nosimo pa razvajamo. Ampak ja, recimo meni je pa ta ringsling, zdaj bom še pokazala, kako se ga zdaj pač vzamemo otroka, položimo ga na ramo, povabimo ga noter v trak in pač ringsling je primeren za nošenje pač na boku. Torej šele takrat, ko otrok samostojno drži glavo. Kdaj je to, Sanja, jaz to že malo pozabila? Ja, v bistvu je zelo različno. Eni so to že skoraj ne pri 2 tednih, eni to šele potem pri 3 mesecih. Je pa res, da potem, ko otroci postanejo ful radovedni in bi se dejansko radi nosili tako, da pač gledajo naprej, ker jim pač ni več zanimivo to, da pač gledajo skozi nas. Je pač to ena taka ergonomska in varna opcija, da pač otroke lahko še vedno nosimo tako obrnjene proti sebi, da imajo ta trenutek, da se lahko pač skrijejo, obrnejo k nam. V bistvu se jim pa tudi jaz tako rečem, da se jim odpre pogled na 180 stopinj. Potem, ko so večji, vidijo še celo zadaj pač za nami. No? In zdaj pač v bistvu tukaj lahko povem. To zgleda zelo fiksno, Sanja, ne? Ja. To pač je tako, sicer pač zaradi tega, ker je pač celotna teža v bistvu otroka na eni rami, je to bolj za neke hitre opravke, tako da skuhamo tisto kosilo do konca tistih 15 minut, ko se otrok res že fuljoče in ga moramo pač prijeti. Je pa pač ja, tukaj pač vidimo, da je podpora od kolena do kolena, kolena so pač višje od ritke, to je ta M, ki skozi govorimo, pač če se kdaj bere. In to je v bistvu pač ta podprtost celotne hrbtenice. To pomeni, da materiala ne moramo stran potegniti od otroka, nič ne štrli, ampak je dejansko otrok čisto lepo previt pri nas. Moram te nekaj vprašati, ne? Ja. Koliko je ta zadeva varna? V smislu, a se lahko kaj odveže? Ne, če je dobro zavezan trak, pač se dejansko ne more odvezati. Tudi otrok s svojo težo dejansko pač pritiska tlele dol in načeloma pač ne more ven padeti. No. So potem tudi otroci, ki rečemo, da nimajo še osvojenega bontona nošenja. To je tak hecen izraz oziroma pač tak žargon, ki ga uporabljamo, ki v bistvu potem noge stegujejo, in ko pač noge oni stegujejo, pač podrejo zice. No. Podrejo zic, temu se pač reče zic.
Je marsikateri otrok tak, ki mu to ne paše in pač definitivno potem pač ring sling ni tako primeren, ampak potem bi mogel imeti še nek leg pass, se to reče, pač še eno v bistvu še enkrat zavarovano, no, pač zavarovano, tako da pač dejansko ne more stegniti nog, no. Okay. Dajmo si zdaj pogledati Jasminino izkušnjo z nosilkami. Bila sem noseča in velik prijatelj mi je rekel, pa se ne rabiš vozička, veš, to nošenje je veliko boljš. Pa sem rekla, se bom imela, ne, kako nosilko ali pa kaj takega, ampak voziček bom vse glih kupila. In sem ga kupila, sicer rabljenega, ampak za brez veze. Zaradi tega, ker to, ko nosiš otroka, to je toliko boljš. In zelo sem vesela, mislim, da je bila ena izmed najboljših investicij, tistih par 10 evrov za Sanjo, ki je prišla k nama domov in prinesla goro nosilk. Sosedi so mislili, da se bo nov človek preselil k nam. In skratka, vse te nosilke je pokazala, predvsem pa vse te nosilke smo probali, katera bi dejansko najbolj podprla otroka. Torej, Gaja ima zdaj 2 nosilki. Eno ima tako, da je tako spredaj, pa tudi zadaj lahko, ena pa tista najbolj klasična na te ringe, ring sling. Ne morem prehvaliti nosilk, zelo so praktične in kamorkoli greva, velikokrat se je že zgodilo, da greva kakor z vozičkom, ne, ampak itak bo na koncu pristala v nosilki, veliko bolj praktično, veliko hitreje in obema je to ful všeč. Tako da nošenje je zakon. Sanja, veš, kaj sem razmišljala? To v bistvu te nosilke so to zelo fajn ideja za recimo očete, ne? Oni se dostikrat na začetku počutijo malo odrinjene, ne? Pa ne vejo, kako bi zraven, v bistvu je ta nosilka tudi primerna za njih, verjetno, ne? Definitivno. In vedno več moram pač res povedati, da vedno več se pojavlja in fotografije očetov, kar nosijo, in v trakovih, in v nosilkah, no. Tako se pač počutijo bolj vključene dejansko in se pač hitreje povežejo z otrokom. Tako da pač ja, moja osebna izkušnja je bila ta, da je pač dejansko mož pač naše otroke oziroma pač sploh drugo hčerko, no, uspaval leto pa pol, torej pač od pol leta dalje vsak večer uspaval v nosilki in pač definitivno se potem tudi pozna na tej povezanosti še za kasneje. Ja, povezava. Tako veš, kaj me še zanima, kako pa se v bistvu mamica odloči za tisto pravo nosilko, ne? Ker bodimo iskreni, pač izbira na trgu je ogromna, ne? Kje je ta ključ, kaj je v bistvu najbolj pomembno, da bo za eno mamico torej tista nosilka prava in najboljša, recimo? Tako je, pač dejansko je pač res pomembno to, da se pač nosilke preizkusi. To pomeni, da se res vidi, da tistega otroka res pravilno podpira. To pač, kot sem prej pokazala v ring slingu, to, da pač je ta material čisto lepo polikan po otroku oziroma ga čisto lepo objame. Tako isto se mora zgoditi v nosilki. Nosilka pa pač je, nosilke so različne, različno so zašite, ene so bolj oblazinjene, ene so mehkejše. In pač ja, ne moramo reči, da zdaj bo ta nosilka čisto dobra za vse mame, a ne? Ampak dejansko se lahko tudi zgodi, da med mojimi pač, ki imam kar precej nosilk, no pač če zdaj štejemo še trakove skupaj, jih imam tam sigurno med 40 pa 50. Pač definitivno, mislim, lahko se tudi zgodi, da pač za tistega otroka pri tej starosti nimam primerne nosilke, no. Pač ene potem vprašajo, koliko mora pa še otrok zrasti, da bo mu ta nosilka prav, pač čisto možno je, da če mu bo čez 2 meseca prav, čisto možno pa je tudi, da pač mu ne bo nikoli prav. Mislim, ne prav, ampak pač, da dejansko ga ne bo pravilno podpirala. Podporo od kolena do kolena je zelo enostavno pač, ne, to je pač, mora biti sam panel toliko širok, zdaj so vse nosilke v glavnem narejene, ki se pojavljajo na tržišču tako, da se pač prilagajajo, ne, prilagaja se širina in pač dolžina, to pomeni, da raste z otrokom. Ampak potem je res pomemben ta faktor, kakšno podporo ima po hrbtenici, torej pač tukaj je res treba probati jih, ne vem, 4, 5, 10, pa pač se potem pač najde tista, ki je najbolj idealna. Kako pa to v praksi izgleda? Ne vem, mamica pride k tebi in reče, Sanja, pomagi. Tako, ja, približno tako. Približno tako. Jaz jih tudi razumem, da je res izbira ogromna trenutno na trgu, da pač te vsi izrazi, ki so jih pač nekdo, ki se prvič znajde, mislim v tem, da bi pač to na kupu sploh ne razume, kaj to pomeni. Ene imajo neke kupljene certifikate, da pač imajo itak potem večjo marketinško moč, ne. Ampak ja, dejansko pač grem tudi k mamam na dom, lahko grem k njim na dom, organiziram vsaj v Ljubljani, no, imamo enkrat mesečno srečanje,
nošenja, pa tam se potem prilagodimo glede na mame, ki pridejo, oziroma pač koliko imajo stare otroke in a so že kdaj nosile, in pač najprej imamo nek uvod v nošenje, pa povem te razne menike, kdaj se lahko nosi spredaj, na boku ali pa pač zadaj na hrbtu. Potem pa pač dejansko gremo pač probavati 1 na 1 in dejansko pač treba je nosilko poskusiti, da se pač najde tista Še prava. spletno stran tvojo povej, da bo vse mamice vedele, kam se lahko obrnejo, ne? Spletne strani še nimam, Okej. imam pa Facebook stran Super. Slink Library Ljubljana in v bistvu tam potem objavljam te svoje dogodke in srečanja, ki jih imamo, pa pač razne koristne informacije o nošenju. Torej, Slink Library Ljubljana boste našli na Facebooku. Zdaj pa še za vse tiste, ki pravzaprav se sprašujete, valjda bo imela voziček, ne? Oziroma, zakaj je nosilka, recimo po tvojem mnenju, boljša izbira in kakšne so pravzaprav njene prednosti? Definitivno pač mi smo se odločili, da pač za drugo hčerko ne bomo imeli vozička. Res? Mi smo bili načrtno brez avta, ker smo živeli v Ljubljani in pač vse nam je bilo pač načeloma na dosegu in si jaz nisem predstavljala, kako bom šla z prvo hčerko, ki je imela 2 leti in vozičkom na avtobus ali kamorkoli, in sem se zato načeloma zavestno odločila, da bom samo nosila. Torej definitivno je tukaj pač neka prednost, dostopnost, pač lahko greš kamorkoli dol po stopnicah, gor po stopnicah, v trgovine, iz trgovin, pač večkrat se tudi zgodi, da z vozičkom ti potem noben niti ne pomaga. Ne, zdaj prav, to je za več otrok, ne, nosilka je za enega otroka, veš. Načeloma pač da se nositi tudi dvojčke, Ja. nosijo jih, obstajajo tudi nosilke prav za dvojčke, oziroma pač imajo eno nosilko na enem boku, pa drugo nosilko na drugem boku. Ampak čakaj, ti si 2 otroka naenkrat nosila? Tudi, ampak Jaz to je mislim, bilo to pač nemogoče. tako Okej. spredaj pa zadaj. No? Pač večja hčerka je bila že toliko velika in ko je bila kriza, da je ni mogel mož nositi, sem tudi jaz pač nosila. Tudi to se da. Tudi to se da. No, pa sem se nekaj novega pa tudi naučila. natreniraš mišice, da pač zmoreš toliko nesti. To pa verjamem, ja. Okej, a bi lahko še tole pokazala? Recimo, ta se mi zdi, nekaj podobnega sem jaz imela, no, takrat. Tako da meni je ta super uporabna, nekako bolj sem mi zaupala, ker mi je delovala taka, se veš, če ima to neko plastiko, se mi zdi, to jaz prpnem, pa ergonomska je bila in se mi zdela tako bolj fajn. A jo mamice bolj pohvalijo oziroma ji bolj zaupajo recimo k traku, po tvojih izkušnjah? Ni tako, da bi ji bolj zaupali ali ne, ampak se jim zdi trak, da je ful težje dejansko ga zavezati. Namestiti. Tudi če prideš v neko že obstoječo skupino podporno Facebook za nošenje, je veliko mam, ki tudi že dlje časa nosi in pač vsi se pogovarjajo v nekem žargonu, ki ga načeloma ne poznaš. Vsi se pogovarjajo v nekih kraticah, ki tebi prav nič ne pomenijo, in dejansko pač sej potem so pa navadi pač te spodbudne besede, tudi pač vejo vse mamice, da so začele vse na istemu, na začetku, in nobeni ni bilo nič jasno, kaj. Tako da pač glede varnosti ni tako, da bi bila Kaj bolj varna. kaj bolj varna. Se jim pa zdi definitivno bolj enostavna za namestitev. Tako da pač zdaj sem jaz pač zapela pas, spustila otroka noter v nosilko, zdaj bom v bistvu sam še dala še eno naramnico gor, pa drugo naramnico tak gor. fajn ruzaček. Tako, zadaj v bistvu sam tole zapnem in potem se v bistvu pač zategnem naramnice, toliko, kolikor pač potrebujem. Pri nosilki je potem pomembno, da v bistvu gremo še z rokami noter do dojenčkove ritke, pa minimalno medenico zarotiramo, oziroma mu tukaj pač malo privzdignemo kolena, tako da pač dosežemo to M obliko, to, da so kolena višje od ritke. In pač v bistvu potem ima tukaj tako kapuco, da zaspi, da ima temo. Potem pa pač to enostavno sam odpnemo, damo dol. Tega se spomnim, meni je to vedno zelo luštno. Res, tudi sama moram priznati, da sem uživala v teh trenutkih, ki smo bili tako skupaj. Pa roke sem imela prej, to mi je bilo zelo važno, da sem lahko vmes vse živo delala. Je tako, Sanja, hvala lepa. Torej še enkrat vidimo se kmalu. Ja, res je. Torej, spoznali ste različne načine nošenja otroka in čas je seveda, da voziček reč pospravite v klet, čeprav je seveda ultramodern in vas je stal evrov. Včasih so znali nekaj. In zakaj se ne bi zgledovali seveda po starih znanjih, kot je že Sanja danes rekla, ter torej sledimo temu naravnemu razvoju in potrebam otroka nemoteno delati in hkrati imeti dojenčka, neki pozornost in dotik nujno rabi. Pa to je najboljše na svetu, ni to fajn. Lepo si ga daš gor, ti pa mi skuhaš, sesaš, pospravljaš,
multipraktiki smo tako vse mamice. Ne? Tako še več kvalitetnih vsebin na spletni strani klepetobkari.si. Glejte seveda pod novičkami za vihek mama in otrok. Spremljate pa seveda lahko tudi, kako nastaja spletna akademija za zavestne starše. Ja, odpiramo jo torej, kot sem že rekla, v začetku januarja in ena od predavateljic z nami bo tudi Sanja.